Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Morda marsikaj od tega, kar boste danes slišali, niste vedeli. Smo v pisarni župana, hrastniškega župana Marka Funkla. Živjo. En lep pozdrav in dobrodošla. Gospod župan, lahko rečeva, da ta novica se je že razširila ne samo po Zasavju, pa po Hrastniku, tudi po Sloveniji in je zelo razveseljiva. To, kar so si že vaši predhodniki na županskem mestu, pa tudi vsi občani že dolgo prizadevali, bo morda se res že v letu, dveh realiziralo. Torej, Hrastnik bo prišel do novega doma za starejše. Ja, jaz vsekakor na tem mestu naj izrazim eno zadovoljstvo. Včeraj smo rekli, da je zgodovinski dan. Zgodovinski je pa zato, ker bomo prvič v Hrastniku dobili stavbo, ki bo namensko zgrajena za dom starejših. Zdajšnji dom starejših je predelan dijaški dom, zato je sigurno to en velik korak, velik mejnik, pa ne zgodovinski v smislu, da pišemo zgodovino, ampak da delamo korak v prihodnost. Jaz mislim, da je dolgotrajna oskrba starejših nekaj, s čimer se moramo kot družba spopaditi zelo hitro. Staranje prebivalstva, demenca, to je nekaj, kar smo si mogoče v preteklih letih vsi skupaj predolgo zatiskali oči. In jaz sem resnično vesel, da je Hrastnik prvi dobil to pismo o nameri za izgradnjo novega doma. Če bomo uspeli vse kljukice narediti po zastavljenem scenariju, naj bi se naslednje leto v mesecu maju pričelo z gradnjo doma in končalo do konca leta 2023, kar je iz današnjega vidika skoraj ekspresno, če vemo, da smo že pred poletjem 2021. Se pravi, dobri 2 leti za dokumentacijo in za izgradnjo. In jaz mislim, da smo upravičeno optimisti v tem trenutku in da bomo to realizirali. No, bil sem malce pozoren tam, ko sem slišal kljukice. Kakšne kljukice je treba obkljukati? Ja, zdaj ljudje pravijo, zdaj ste se zmenili, še nič ni narejenega, to ne drži. Pač občina Hrastnik je v preteklem letu najprej morala odkupiti zemljišča od RTH-ja v zapiranju. Drugo, kar je, smo z domom starejših obstoječim direktorjem pripravljali dokumentacijo za izvedbo investicijskega projekta. Pripravili smo idejno zasnovo, se pravi skupaj z arhitekti izrisali, kakšen naj bi dom bil, kakšni upoštevali vse standarde, se pravi naredili vse za to, da bomo dobili resnično modern dom v Hrastniku. Prav tako smo lansko leto ob koncu leta začeli s pripravo podrobnega prostorskega načrta, kjer je bilo treba nekaj teh sprememb glede na same smernice in glede na kriterije za domove upoštevati, ker se z leti spreminjajo in je potrebno prilagoditi zadnjemu hipu. Tako da to so neki koraki, ki smo jih do zdaj že uspešno delali. Naj povem, da je kljukic, ki so še preostale, še nekaj. Prva je dolg RTH-ja z izgradnjo ceste na Lešo, namreč na Leši bo ta dom stal. Mimogrede, tu ste imeli tudi že sestanek z ministrom pristojnim za ceste, za infrastrukturo. Bolj kot minister pristojen za ceste, je on tudi pristojen za energetiko, ker gre tukaj za dolg RTH-ja, da v zapiralnih delih to zaključi, moramo iz tistega naslova iskati se pravi denar za sanacijo te ceste. V prihodnjem tednu imamo z občino že dogovoren še en sestanek s pristojnim ministrom Vrtovcem, tako da jaz verjamem, da se bo ta cesta, morala bi se pa zgraditi do februarja naslednje leto. Cesta gre pa ob bivši koloniji, kjer stoji samo še ena hiša. Cesta gre pa za naselje Maleša Kaple, kjer je že zdaj obstoječa cesta na Lešo, tam so bile bolj kot ne vrtički, in ta cesta je zaenkrat enosmerna in nevarna brez pločnika. Jaz si ne predstavljam, da bomo delali dom
na cesti, ki ni komunalno ustrezno urejena in hkrati da je še nevarno. Tako da tukaj gre za projekt RTH, to je ena od kljukic. Druga kljukica je, ki smo tudi že začeli v bistvu s tem preselitev vrtičkarjev. Mi imamo na tem območju kar veliko vrtičkov. Zdaj smo v pogovorih s skladom kmetijskih zemljišč, da bi prišlo do zamenjave teh zemljišč, ker kasneje bo to zemljišče, kjer bo stal dom, lastnik država, kar pomeni, da je nam v interesu, da se s skladom dogovorimo. Mi v bistvu ubijemo dve muhi na en mah, preselimo vrtičke, izpraznimo prizorišče za gradnjo in potem po sprejetju OPPN-ja pripravimo še gradbeno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja. Vse to počnemo skupaj z domom in na to je na potezi dom starejših in država, da izbere izvajalca in prične z deli. In koliko stroškov bo do tega za občino, do tega začetka gradnje? Ja, zdaj sama postopek OPPN-ja je nekje med 30 in 40 tisoč evri. Idejne zasnove ter dokumentacija za izvedbo projekta sta, mislim, da okrog 15 tisoč evrov. Tukaj si nekaj stroška delimo tudi z domom, in seveda odkup zemljišč je bil v enem večjem paketu, tako da smo takrat se po mojem mnenju dobro dogovorili v prid občine. In zdaj naslednji strošek je seveda ta projekt za izvedbo gradbenih del ter gradbena dokumentacija, kjer se ocenjuje, da bo strošek nekje okrog 300 do 350 tisoč evrov. Naj pa povem, da je ta strošek upravičen v skladu REACT, kamor želi država prijavljati celotno izgradnjo doma, in to pomeni, da zaenkrat bomo ta denar na občini založili, kasneje pa računamo, da ga bomo skozi evropska sredstva pridobili nazaj. Nisem čisto razumel prej, kaj pa izgradnja ceste? Izgradnja ceste je pa v prvem popisu zapiralnih del, ker to gre za degradirano rudniško površino in je bila v bistvu še največji dolg RTH-ja v sklopu zapiralnih del. Torej strošek države na nek način. Strošek države. No, in kakšen bo potem dom? Dejali ste sodoben, za koliko oseb, bo nadstropen, bo bolj pritličen? Ja, gre za v bistvu dom, ki bo imel 3 objekte, kar se recimo danes zelo dobro kaže, da če bi imeli zdaj takšen dom, bi lažje vzpostavili sive, rdeče in bele cone. V tem objektu je bilo to praktično nemogoče. Imel bo vse pripadajoče, se pravi prostore, ki jih potrebuje modern dom, tudi dom za dnevno varstvo, sobo oziroma prostor za dnevno varstvo, tega sedaj nimamo. Imel bo prostore za druženje, za delovno terapijo, tudi neke prostore, ki bojo omogočili mogoče kakšne dodatne nadstandardne programe. Sobe ne bojo več za 3 in 4 ljudi, tako kot so v obstoječem domu, ampak bo večina eno- in dvoposteljnih, v bistvu več kot dvoposteljnih ne bo. Dom bo več nadstropen, ne vsi objekti, tako da ja, kapaciteta je pa 132. To je kapaciteta današnjega doma iz razloga, ker Evropska komisija skozi ta REACT EU sklad ne želi graditi novih kapacitet, ampak želi nadomeščati neustrezne kapacitete za ustreznimi. Kaj bo pa z obstoječim domom, potem ko se bodo enkrat preselili stanovalci v nove, sodobnejše prostore? Zdaj, občina tle ni lastnik, lastnik je država. Mi smo državi tudi rekli, da vkolikor nimajo kakšne zelo dobre ideje, da smo pripravljeni tukaj se pogovarjati o namembnosti ter v uporabi tega prostora, kaj bi se dalo notri narediti, zaenkrat ne obstaja skrivnost, ampak mi smo kot občina zainteresirani, da lokacijo ohranimo na tem mestu in uporabimo obstoječo stavbo za drug namen. No, včeraj, ko je bil minister, torej v torek na obisku v Hrastniku, ste se pogovarjali še o kakšnih drugih projektih ali je bil mogoče težnja tega pogovora bolj na tem projektu? Ja, glede Ministrstva za delo moram priznati, da se o drugih projektih nismo pogovarjali. Sicer želimo v sklopu gradnje stanovanj na Resnici eno stanovanje nameniti tudi za se pravi VDC, ki jim kronično primanjkuje stanovanj za ljudi s posebnimi potrebami. Tako da to pomenjam zato, ker so tudi VDC-ji pod domeno ministra za delo in jaz verjamem, da si tudi Hrastnik to
zasluži. Naj pa povem tudi to, sicer o tem nisva govorila, da smo na območju Leše, kjer naj bi stal dom, v občinskem prostorskem načrtu predvideli tudi nekaj prostorov za stavbe z varovanimi stanovanji, kar je nekako tendenca, ne, da so varovana stanovanja čim bližje domovom za starejše, ker to pomeni tisto, kar sem že prej omenil, vključevanje v prehrano, v delovno terapijo, v dnevni center, v druge aktivnosti, da narediš v bistvu nek boljši prehod in čim dlje ljudi držiš stran od institucionalizacije. Ja, da so čim dlje doma. Ne? No, koliko pa je pri tem projektu, pa pri tem uspehu, da bo končno v Hrastniku zrasel nov dom, pomagalo Kulturno-umetniško društvo Veter, ki vem, da je skozi celo leto, odkar smo v epidemiji, ne, kar precej pridno zbiralo podpise pod peticijo za izgradnjo novega doma? Ja, vsekakor je vsaka gesta, tudi gesta Kulturno-umetniškega društva, pa da ne bomo kaj narobe povedala, ne. To peticijo so zbirala tudi druga društva, javni zavodi, na številnih mestih po Hrastniku so bili, tudi gostinci so pomagali, ne. Veter je pa tisti, ki je to vse skoordiniral. Zdaj, tistih dobrih 3500 podpisov je sigurno ena taka dobra popotnica, da velja okrog doma v Hrastniku enotnost. Da si tega doma želi tako širok krog ljudi, ne. Če pogledamo, da je v Hrastniku nekaj več kot 9000 prebivalcev, ne, smo skoraj pri polovici, kar je izjemno lep dosežek, da toliko ljudi doseže te podpisi. In jaz mislim, ja, da tako kot sem tudi danes rekel ob obisku predsednika države, jaz to jemljem kot znak, da ni važno pač, kdo je na katerikoli funkciji, važna je vsebina in važno je, da se to zgodi. No, to je mogoče tudi zanimivo vprašanje. Dolga leta se ni našlo denarja za izgradnjo novega sodobnejšega doma. Zdaj se pa, če se ne motim, tam okrog 12 milijonov, kar naenkrat, glede na to, da smo v kriznem času, kako to, da se je pa zdaj našel denar? Ja, odgovor je verjetno zelo enostaven, ne. Jaz sem takrat, ko smo imeli najtežjo situacijo v domu zaradi epidemije, ministroma, takrat gospod Gantar pa gospod Cigler Kralj sta prišla v Hrastnik, ne. To je bilo na začetku drugega vala? To je bilo sredi poletja. Ja, sredi poletja. Sem obema povedal, da pač nam ne gre se za kakršnokoli politično prepiranje, ampak za iskanje rešitev, ne. In moje mnenje je, da je epidemija, kakorkoli na to gledamo, izpostavila probleme domov za starejše. Še najbolj, ne? Še najbolj, ne. In predvsem to, da je država na tem področju predolgo spala, ne. Jaz sem tudi takrat rekel ministru, katerikoli minister bo se odločil, da to zgradi, ne, ga bomo izpostavili kot primer dobre prakse. Jaz sem ministru ob obisku dejal in tudi novinarjem, ne, da je po 20 letih prvi minister, ki je najbolj konkretne korake do zdaj naredil, ne. Ko bomo pa začeli graditi, pa mislim, da si že zasluži še večjo izpostavitev. In še enkrat povem, ne, pač vse vlade do zdaj, ne, ni važno z katerega pola, z katere stranke, so to vprašanje do zdaj zanemarjale. Razlog je pa verjetno res epidemija, da se najde več posluha za to in jaz mislim, da je prav in človeško. No, kar dva visoka obiska, ne, v tem tednu omenili ste tudi predsednika Boruta Pahorja, ki je prišel z gospodom Šestanom, poveljnikom civilne zaščite. Bolj protokolaren obisk, ste tudi kaj podpisali? Ja, šlo je za obisk regionalne izpostave civilne zaščite. Predsednik se je mudil v vseh 3 zasavskih krajih. Pri nas je en dan po podpisu tega pisma o nameri skupaj z ministrom. Minister je danes še enkrat prišel v Hrastnik skupaj z predsednikom države. Tako da jaz mislim, da je to ena taka priložnost, ko smo obiskali dom prvič po enem letu, ne zaradi težav, ampak zaradi dobrih vesti. In jaz sem rekel, predsednik, če ste sabo prinesli to sonce, naj sije čim dlje, ker vitamin D je najboljši
najboljše zdravilo proti epidemiji in tudi marsikateri stiski. No, dobre vesti, ene so tiste, ne, da se bo dom zgradil, druga pa verjetno, da so z okužbami v domu, kako? Na varni strani. Ni, ja. No. To pa verjetno pogojujete tudi s tem, ker so kar dobršen del tako zaposleni kot varovanci, stanovalci cepljeni? Ja, ne bom rekel, da je samo to ta razlog, ne? Vsekakor je tudi prekuženost. Ne? Vi morate vedeti, da v januarju, ko je dom drugič zajela ta epidemija, da je bilo takrat že večina ljudi cepljenih, prvič takrat šele s prvim odmerkom, da so bili vsi, ki so tudi bili cepljeni in so kljub temu zboleli, ker so bili samo enkrat cepljeni, da so imeli precej blažje oblike epidemije, se pravi znake bolezni kot poleti, ker je bilo res hudo v Hrastniku. In zdaj, če pogledamo, tisti, ki so bili pa prvič okuženi, se pa zdaj sploh niso okuženi, kar pomeni, da je tudi prekuženost poleg cepljenja pomagala, da je v domu se situacija stabilizirala. No in kako pa je sicer v Hrastniku s cepljenjem? Mimogrede pa ne se preveč pohvaliti, kako uspešni ste, ker če ne, bo gospod Jelko hud, če se malce pošalim, kako ste uspešni. Zdaj v Kočevju so pa Mariboru menda zelo. Ja, tudi v Hrastniku smo bili zelo uspešni. Ravno tole, kar ste zdaj izpostavili, je bil razlog, da sva se prejšnji teden za županom Kočevja, gospodom Prebiličem, mečkeno slišala. On se je mečken pohvalil, kako dobro jim gre. Jaz sem rekel, boljše je, da se čim več pocepimo, kakor pa da se čim več pohvalimo, ne? Ker ja, hitro na koncu pravijo, da tiste, ki so zelo dobri, doleti tudi kakšen kontraučinek. V naši družbi smo nekako navajeni, da ni dobro, da nekdo malce štrli, ne? Ven iz sivega povprečja. Ja, jaz si v športu imamo pa radi to. Tako. Jaz si želim, no, da bi ljudje, tisti, ki se želijo cepiti, pa tisti, ki delujejo v teh poklicih, čim prej to uredili, da bomo mečkeno bolj brezskrbno zadihali, vsekakor pa to še ne pomeni konca težav, ki jih imamo. Vi ste že dobili? Mi bi morali biti 2 dni po tistem, ko je cepivo postalo vprašljivo. Aha. In potem so nas prestavili za nekaj časa, tako da celotna občinska uprava, vsi, ki so se javili za cepljenje, seveda pričakujemo, da bomo v naslednjih tednih na vrsti za cepljenje. Sam sem pa povedal, da si želim, ker sem tudi v sklopu občinske uprave med mlajšimi, da si želim biti cepljen med zadnjimi, ker ni prav, ne, da samo zaradi funkcije prideš na vrsto prej, ampak je prav, da si takrat, ko si na vrsti. No, prej sva si vaš notesnik, elektronski notesnik malce zarisovala in lepo ste mi prikazali tudi, kaj se bo v kratkem ali pa v letu ali 2 spremenilo tudi na Dolu pri Hrastniku, torej tista kritična cesta skozi mestno središče ob pokopališču. Tudi sam sem na to temo posnel že kar nekaj oddaj z vašimi predhodniki. Ne vem, kaže se luč na koncu predora? Ja, saj veste, kako je. Ne? Ljudje imajo za politike večinoma za tiste, ki veliko govorijo. Ne? Jaz o tem ne želim veliko govoriti, ampak na vprašanje novinarjev pa z veseljem odgovorim. Ne? Jaz verjamem, no, da bomo zdaj pa končno to cesto začeli graditi v naslednjem letu. Letošnje leto se podira 5 stanovanjskih objektov, predstavlja se ena kapelica, podira se stari gasilski dom, to je vse v drugi polovici leta. Nov je pa že zgrajen. Ne? Nov je že zgrajen, tako da tisto, kar še direkcija za ceste letos čaka, je odkup določenih zemljišč nad pokopališčem in potem pričakujem, da bo tam februar, marec leta 2022 vse pripravljeno, da zabrnijo stroji in cesta čez Dol dobi neko varno tako cesto, kot tudi pešpot. Ne. Da ne bo treba več čez pokopališče. Ne? Da ne bo treba čez pokopališče, pa predvsem, da bojo varne šolske poti. Ne. Na Dolu je to križišče tudi v hrib prislonjeno, tako da je ta pot k vrtcu in šoli danes lahko za tiste otroke, ki hodijo peš, kar navadna. No, na mizi ste imeli tudi projekte pri športnem parku. Zdaj je še peščena steza okrog nogometnega igrišča, pa marsikaj drugega se bo spremenilo. Mimogrede tudi
ta peščena steza, atletska steza ne bo več peščena, ampak bo verjetno, ne vem, tartanska, kako se reče. Naj povem eno anekdoto, ko smo imeli obisk iz Fundacije za šport, preden smo se prijavili pa z Olimpijskega komiteja, so rekli, ja, župan, ampak ne, najprej imajo prednost tisti, ki imajo res star tartan, ne. Pa se je res rekel, kaj pa tisti, ki sploh nimajo tartana, ne, rekel, tisti so pa še više v prioritetah. Tako da jaz si ne predstavljam, no, da ne gremo tudi tu v korak s časom. Tartansko igrišče je v načrtu za letos, jaz upam, da bomo uspešni pri prijavi na razpis pri omenjeni fundaciji. Tudi pri Ministrstvu za izobraževanje in šport bomo poskušali pridobiti še neka dodatna sredstva, da umestimo v celoten sklop tudi košarkarsko igrišče tartansko. V letošnjem letu pa želimo tudi postaviti sodobna igrala. Naj pa povem, da tukaj pa nam bo na pomoč priskočilo kar nekaj lokalnih podjetij, ker so prepoznala ta projekt kot nekaj, kar je vredno vlagati v prihodnost. Se pravi, igrala so namenjena najmlajšim in če bojo najmlajši imeli interes skupaj z njihovimi starši živeti v tej dolini, jaz mislim, da je to dobro sporočilo. Bazen bo pa še vedno zimski, ne? Ker ste dejali, kaj že? Jaz sem rekel, naj ljudje v Zasavju 9 mesecev se kopajo v Hrastniku, 3 mesece pa na odprtih kopališčih v Trbovljah, enkrat bojo verjetno Medijske toplice ali pa Rimske toplice. No, se to je pa tisto povezovanje, ki ga je včasih premalo, pa bi ga bilo lahko vsaj več ali pa ga je nekaj kar pri Varstveno-delovnem centru Zasavje, ki imajo dober projekt S teboj lahko, ki nekako omogoča tistim, ki želijo, ki so uporabniki Varstveno-delovnega centra in ki želijo zaživeti nekako na svojem, z nekakšno pomočjo, da to lahko, ampak manjko stanovanj, ne. Tu ste dejali, da boste pomagali z enim stanovanjem, pa mimogrede v načrtu imate tudi izgradnjo več drugih stanovanj, ne. Ja, drži, jaz sem ravno danes z direktorico tudi govoril o sodelovanju na enem drugem projektu VDC. Mislim, da imamo krasen VDC, ki zelo dobro dela in včasih premalo pohvalimo tiste, ki so dobri. So v zasavski mentaliteti tako, da znamo zelo hitro videti napake, pozabimo pa na tiste, ki jih je treba izpostaviti. In tukaj je VDC sigurno en od tistih primerov, ki mislim, da smo lahko upravičeno vsi skupaj ponosni na to, kar imamo. Glede Resnice naj povem, da smo v mesecu marcu izdali eno anketo, kjer preverjamo interes po lastniških stanovanjih. Namreč mi smo si zadali cilj, da poskušamo en del teh stanovanj na Resnici, planira se začetek gradnje nekako naslednje leto pred poletjem, 72 stanovanj in en del teh stanovanj naj bi bil lastniških. Kako in zakaj, o tem bomo več povedali v naslednjih mesecih. Želimo pa te bodoče lastnike organizirati v stanovanjsko zadrugo, s tem poceniti njihovo investicijo in jim hkrati dati neko bolj močno finančno ogrodje. Naj povem, da je to trenutno nek pilotni projekt v Sloveniji, ki pa se mu pridružuje tudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije in v zadnjih tednih tudi Mestna občina Nova Gorica, občina Cerkno in počasi vznika interes tudi na Jesenicah in v drugih občinah. Tako da jaz si želim, da bi tukaj odprli eno pot, da te zadruge ponovno zaživijo. Meni so osebno zadruge dobra zgodba tudi iz enega drugega vidika, namreč danes velikokrat ne poznamo več, kdo so naši sosedje, ni nobenega stika. Zadruga pa je na nek način oblika, ko se skupaj s sosedi oblikuje tudi skupnost, ne samo infrastruktura. Kolikor sem opazil, ste vabili v Hrastnik tudi iz drugih občin. Kakšno je zanimanje, da bi mogoče postali v Hrastniku lastniki stanovanj? Naj povem, da sem ravno pri pripravi na jutrišnjo sejo občinskega sveta zadeve preverjal. V nekaj dneh, brez da smo dali že občinski časopis na vse domove, se je javilo 99 zainteresiranih. Kar pomeni, da je velik interes po lastniških stanovanjih v Zasavju in mi že načrtujemo, kaj bi lahko storili. Tako kot sem omenil, 72 stanovanj je prva faza, za drugo fazo, kjer še nimamo urejenih lastniških parcel, je planiranih prav tako 72 stanovanj. Tako da, če bo interes resnično velik,
se bomo potrudili, da takoj za izgradnjo prve faze nadaljujemo z drugo. No, kaj pa tisti, ki živijo, nekaj jih še je, ob kemični tovarni pa ob steklarni, se v tisto poruši, ostane tako, kot je, se renovira? Ta prvi del te izgradnje smo tudi upravičili bomo sklad upravičil tudi so naložbo s tem, da se pač v Hrastniku za približno 60 stanovanj ruši. Se pravi, tukaj gre na nek način za nadomestilo tega rušenja v zgornjem delu Hrastnika, ne v resnici za dodatne kapacitete. In jaz sem prepričan, da je to dobra zamisel, ker tudi kvaliteta življenja ob obeh tovarnah je manjša, kot bo na območju Resnice, ki je praktično v centru, s tem dobiva še zadnji hrib, ki je bil prej degradirana rudniška površina, svojo vsebino, ne nazadnje mečkeno v drugo smer tega hriba loži Leša, kjer se bo gradil dom starejših, pod tem večstanovanjskim območjem, tudi Mlakarjevo stanovanje, ostanek rudarske kolonije, ki pa bo namenjen za razvoj kulture in turizma. Greva še malce na to, na čem boste gradili nekako podobo Hrastnika. Zdaj, enkrat v enem sestanku, ko smo sedeli skupaj, ste dejali želod, Hrast je nekako tisti, ki pove, to pa je Hrastnik, potem lutkarji, marionete, dobro steklarstvo, rudnik, ta uporni duh v Hrastniku, sem kaj ven spustil? Verjetno. Mi smo 4 področja smo detektirali, na čemer želimo delati na prepoznavnosti. Zdaj eno področje je sigurno rudarska industrijska dediščina, drugo je steklarska industrijska dediščina, tretje so lutke, ki sicer spadajo pod rudarsko industrijsko dediščino, ampak jih želimo izpostaviti. Četrto je pa ta uporništvo zasavsko in mi že letos želimo v Hrastniku postaviti skupaj z Zasavskim muzejem Trbovlje razstavo uporništva, ki naj bi jo kasneje do leta 2024 nadgradili tudi v stalno razstavo oziroma v muzej uporništva, ki bi bil edini tovrsten v Sloveniji. To je en od nov muzej ali na obstoječi lokaciji? Ta muzej se bo nahajal v enem od teh objektov, ki smo jih kupili od rudnika. Gre za ohranjanje torej tudi industrijske dediščine. Kar se tiče rudarske industrijske dediščine, si bomo prizadevali, da bi lahko že v naslednjem letu odprli tudi hostel, ki bo ohranitev tega Mlakarjevega stanovanja. Želimo vzpostaviti eno galerijo, zaenkrat ima delovno ime, ki bo mogoče celo ostalo, galerija Machine House. Tako da, in tisto, kar je ključno po mojem za to, da začnemo delati na turizmu v Hrastniku, je pridobitev jame za kulturne, športne in turistične namene. Kar bo pomenilo verjetno tudi nekaj zaposlitev, ker nenazadnje je treba potem te jamske prostore redno vzdrževati, prezračevati, skrbeti za varnost. To gre za monitoring, drži. Zdaj v Idri imajo en tak model, kjer je zaposlenih 8 rudarjev in 3 turistični delavci. Zdaj ne vem, ali bo država pomagala na enak način, ker pač država mora vzdrževati ta monitoring v rudniku še toliko in toliko let. Tako da mi bi samo na to, tako kot so vsi ostali, se pravi tudi Mežica, Idrija, Velenje, nekatere opuščene dele rudnika uporabljali za te namene. Kar pa spet lahko generira nova delovna mesta, ker poleg tega, da ljudje delajo tam in nekaj pokažejo, se s tem razvija tudi gostinska ponudba, prenočitvene kapacitete in verjetno tudi še kakšna druga od dejavnosti. Tako da v tej smeri. Hrastnik se včasih zdi kot nekakšen slepo črevo. Dokaj lepo prideš do njega, ampak po drugi plati greš pa težko ven. Kaj pa je na tem področju ob Savi? Se kaj dogaja? Zdaj že vrsto let jaz se spomnim, govorimo o izgradnji hidrocentrale na Suhem dolu. Seveda s tem tudi boljšo infrastrukturo, ki je zdaj slaba, za en avto. Za dva bolj težko. Jaz sem ministru za infrastrukturo rekel, da je to verjetno edina državna cesta, kjer je promet onemogočen za tovorna vozila, za osebna vozila poteka pa izmenično enosmerno.
in jaz mislim, da to državi ni v ponos, to hkrati Zasavje odreže od celotnega Posavja, tudi od celjskega konca, ne, ker imamo zdaj promet čez že omenjen Dol pri Hrastniku čez naselje. Zdaj, v načrtu državnem je, da naj bi letošnje leto bil zaključen državni prostorski načrt in da naj bi se v začetku ali mogoče celo po najbolj optimističnih napovedih začel graditi most čez Savo v Hrastniku že, se pravi, konec tega leta, bolj realno pa pomlad naslednje leto in naj bi bil do 2023 ta most zgrajen. Vsi, ki sprašujejo, kako je s hidroelektrarnami, naj se zaveda, mislim, vsi moramo vedeti, da dokler ne bo moderne cestne povezave Hrastnik-Zidani most, je gradnja elektrarn nemogoča, ker je dostop. Čeprav se nekaj gradi, ne? Tudi iz Radeškega konca. Ja, drži, ampak in z ene in z druge strani je zaenkrat za tovornjake v Suhadol cesta nedostopna. Ja, tako da, če ne bomo dobili moderne ceste, tudi hidroelektrarne ne bo, mi si moderno cesto absolutno želimo čim prej. Bolj kot hidroelektrarno? Jaz mislim, da za kvaliteto življenja vseh ob Savi je cesta tisto, kar je primarni pogoj, da sploh razmišljamo o čem drugem. No, na drugi strani Save pa tudi ni cesta, vsaj na nekaterih mestih, primerna za vozila, ampak je pa za rekreativce, ne. Tudi sam pogosto tečem, veliko kolesarjev srečam, prijetno okolje za rekreacijo. Bo tako ostalo? Ja, naj povem, da je ta cesta... Torej na strani... Ja, po strani Podkraja, ne, naše edine krajevne skupnosti, na drugi strani Save, sicer en del tudi krajevne skupnosti Steklarna v zgornjem delu leži na Krajnskem, ne, mi rečemo na Krajnskem. Ja, naj povem, da je v bistvu ta cesta že sedaj trenutno zaprta, ne, za vse razen za lokalni promet, ne, tako da vsi tisti kolesari, tekači in ostali, ki grejo po tej cesti, grejo zelo na lastno roko in včasih pride kakšen razburjen občan, da je dobil kakšno položnico od policije, ne. Cesta je zaenkrat zaprta, ne, je pa res bila zelo prijetna za tek in jaz si želim, da bi najdli enkrat možnost, da bi cesto na določenih mestih razširili v izogibališča, ne, da se lahko dva avtomobila srečata in da najdemo sožitje za rekreativce in za domačine. Ne. No, čeprav zanimivo, nazadnje, ko sem tekel po tej prepovedani cesti, nisem opazil, da bi bilo kaj nevarno za tekača, ne? Ja, nevarni so predvsem odsek čez skale, ne, ker je bila cesta zaprta zdaj 1 leto zaradi krušenja skal. Aha, to je potem. Mi smo v prejšnjem tednu namestili zaščitne ograje s pomočjo države, tako da zdaj je po 1 letu, skoraj malo več, cesta spet uradno čez skale odprta, ne, ves ta čas je bila pa izrazito nevarna, ker vemo, da pri tekaču že en kamen je lahko usoden, medtem ko za avto pač ne, še nekako gre. Je samo poškodovan, ne? So ob koncu oddaje bi izpostavili še mogoče kakšen projekt, o katerem nisva? Ja, jaz bi mogoče, zdaj, ko smo govorili o teh večjih projektih, povedal, da smo tik pred podpisom pogodbe za izgradnjo obrtne cone tovarna kemičnih izdelkov Steklarna in da bo to za Hrastnik verjetno največja naložba od samostojnosti naprej. Tu, če na kratko povzamem, gre za 6-milijonsko naložbo plinovodov, plinovod Trojane-Hrastnik, za približno 2-milijonsko naložbo Direkcije za ceste, ker pride drugače cesta urejena, za 4 milijone kohezijskih sredstev, ki jih občina prijavlja preko dogovora za razvoj regij in potem še skoraj 30 milijonov naložb obeh tovarn za vse objekte in za celotno opremo v teh objektih. Tako da jaz se veselim, ker bo to za Hrastnik velikega pomena, v kakšni od naslednjih pogovorov pa zaupam, kaj se obeta na področju gospodarstva tudi mogoče v letu 2022. Ni pa nič kaj groznega, ne, ker zdaj poslušamo po Sloveniji, da nekatere velike korporacije celo zapirajo tovarne v Sloveniji. V Hrastniku zaenkrat gospodarstvo živi. Težave so v sektorjih, kjer v Hrastniku ni bilo tako razvito, se pravi turizem, predvsem turizem, ne. Jasno pa je, da bo imeli velike težave vsi gostinci po celi državi.
No, in ko bomo lahko spet nemoteno potovali, mogoče tudi brez mask, tudi kaj pojedli, bo tisto prvo, kar bo priložnost v Hrastniku, Funšterc, kaj drugega. Ja, Funšterc, Krumpen, točno smemo Ja, se zameriti, ne? ja, seveda. Eno je rudarska, druga Kdaj bo to, steklarska je. če bo? Jaz mislim, da si že sedaj privoščimo tudi doma te jedi, ne? Ampak vsekakor pa mislim, da je prav, no, da smo v takrat, ko se bo to odprlo, da gremo ali v naše planinske domove ali v restauracije, se usedemo za mizo in si privoščimo brez pomivanja posode zaužiti kako zasavsko jed. Kdaj pa bo priložnost v Hrastniku, če bo vse to epidemiološke razmere dovoljevale, torej ta festival Funšterca pa Krumpentoča, pa potem tudi kmalu Rdeči revir, ne, festival? Ja, mi smo za letošnje leto predvideli vse 3 prireditve, seveda v upoštevanju epidemiološke slike. Prva je konec maja, to je festival Rdeči revir, 19. izvedba po vrsti. Tako da v začetku julija ob rudarskem prazniku, torej občinskem prazniku, letos premierno, še nikjer nisem tega povedal, kakšno bo ime tega festivala. Festival se bo imenoval Kamerad, festival delavskega filma. In tretja prireditev je Funšterc, ki je že tradicionalno drugo soboto v septembru. Lansko leto prvič po 10 letih te prireditve ni bilo, tako da čakamo na 10. v bistvu izvedbo festivala Funšterc in jaz si želim, da bi do septembra pa res zmagamo, ne, toliko sonca, ne, ker Funšterc je knapovsko sonce, da bomo vsi skupaj pregnali te težave in se lahko tudi majčkeno podružili. Gospod župan, hvala za vse, kar ste povedali, pa jaz upam, da se še kdaj srečava tu ali pa na kakšnem terenu, ne. Z velikim veseljem, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.